Javno podjetje Plinovod Sevnica vse od svojega nastanka pred 30 leti s plinom oskrbuje industrijo, predvsem pa prebivalstvo mesta Sevnica. Takrat je šlo za ambiciozno, smelo odločitev, kajti kvaliteta zraka, cenovno primeren energent je bil pripeljan v samo mesto in potem je bilo ta oskrba organizirana kot samostojno javno podjetje Plinovod. V slovenskem prostoru je nekaj izkušenj s takimi podjetji, a to izbirno gospodarsko javno službo večinoma opravljajo komunale oziroma podjetja, ki vključujejo tudi druge dejavnosti. No, rešitev v sevniškem primeru je predlagana tudi ta, da se ta izbirna gospodarska javna služba prenese na komunalo. Svetniki so na seji odločili, da bodo javno podjetje Plinovod Sevnica pripojili k javnemu podjetju Komunala Sevnica. To ima kar nekaj prednosti, poudarja sevniški župan. Gre za regulirano javno službo, kjer Agencija za energijo bdi nad to javno službo oziroma nad izvajanjem te službe, pa vendar določene racionalizacije, ki bi prinesle uspešno poslovanje, kajti v zadnjih letih se je na trgu plina povečala konkurenca. S povezavo javnih služb pa bi prišlo do racionalizacije poslovanja. Manj imamo lahko zaposlenih, pride do sinergije učinkov med posameznimi dejavnostmi, enotno se vodi kataster, enotno se vodi računovodstvo, obveščanje in to lahko prinese tisto racionalizacijo, ki je potrebna, zato da bi dejavnost plinoskrbe tekla uspešno. V svetniški skupini smo že pred nekaj leti predlagali, da se plinovod pridruži javni komunali, ker se nam zdelo, da bi bila to najbolj racionalna rešitev. Zdaj tudi neka študija, ki je izdelalo neko podjetje, ki se ukvarja s temi priporočili, napovedalo, da je to najboljša rešitev. S tem, da osebno jaz pričakujem, da je bilo zelo dobro, da se vrednotijo neki finančni učinki, da vidimo, kaj bo to prineslo, ker samo neko priporočilo to ni zadosti in pričakujem od občinske uprave oziroma tudi od tega podjetja, ki je to izdelalo, da vrednoti finančne učinke, tako pluse in minuse, kaj bo to prineslo, ker smisel, da se to pridruži, je racionalizacija, manjši stroški in da podjetje kot tako Plinovod posluje pozitivno z boljšimi rezultati. Za občane, tiste, ki so povezani preko plinovodne mreže v sistem, bistvenih sprememb ne bo, zatrjuje župan. Plinovodna mreža bo vzdrževana, kvalitetno vzdrževana, dobava plina, kupci plina izbirajo na trgu pri tistem dobavitelju, za katerega se odločijo, in to pa je tudi bistvo in odgovornost občine, da zagotavlja naprej oskrbo s plinom oziroma vzdrževanje in upravljanje plinovodne mreže, preko katere potem kupci nabavijo plin prosto na trgu, tako kot predvideva zakon.